Ja, delo tehničnega direktorja je kar precej obširno, pokriva več področij. Najbolj pomembno oziroma največ časa se seveda porabi za prvo ekipo, kar pomeni, da se ukvarjamo z logistiko prve ekipe, torej z vsemi potovanji, z vsemi dokumenti, ki jih potrebujejo igralci za ta potovanja in seveda tudi za vse dokumente, da lahko prebivajo tukaj, predvsem kar se tiče tujih igralcev in tudi ostalih, ki prihajajo pač v klub, da imajo stvari urejene, da igralci čim manj razmišljajo o sami birokraciji, o vseh papirjih, ki jih potrebujejo in potem skupaj s pomočnikom Žigom pač midva urejava vse za njih. Ob delu z igralci je tukaj stalna komunikacija s strokovnim vodstvom prvega moštva, s katerim urejamo celotno logistiko priprav, logistiko treningov, prehrane, neprestana povezava s fizioterapevtsko službo, z vzdrževalci igrišč, hkrati pa tudi seveda nadzor nad PR službo. Potem je tukaj neprestano sodelovanje z mladinskim centrom, kjer usklajujemo določene stvari, ki so vezane na člansko moštvo. Ob tem imam nadzor nad voznim parkom nogometnega kluba, v katerem imamo več kot 10 vozil. Zelo pomemben segment je tudi vodenje oziroma sodelovanje z uradnim opremljevalcem. Seveda, ko pa se uvrstimo v evropska tekmovanja, pa je delo še veliko bolj obsežno, kar pomeni logistika evropskih potovanj, sodelovanje z UEFA, oddajanje vseh potrebnih dokumentov za sodelovanje v teh tekmovanjih. Tako da je spekter dela zelo širok, predvsem je treba na veliko stvari misliti, ampak delo se pač opravlja z veseljem. Smo v nogometu, kjer so prisotna predvsem čustva. Odnosi znotraj kluba so zelo pomembni, mi se trudimo, da bi bili čim boljši. Zelo pomembno je, da sam sistem deluje in mislim, da v zadnjem obdobju nam to kar dobro uspeva in da tudi igralci enostavno lahko razmišljajo samo o svojem poslu. V sklopu mojega dela na dan tekme je potrebno pripraviti vse potrebne dokumente za nastop ekipe na tekmi prve lige. V teh COVID časih se je tega nabralo ogromno. Že na zadnji tekmi, recimo, ko smo bili v Murski Soboti, mislim, da sem imel s seboj 50 listov papirjev od negativnih testov za celotno delegacijo. Naša delegacija šteje nekje med 30 in 35 ljudi za na tekmo prve lige. Poleg tega še razna dovoljenja, pozitivne teste je treba pobrati od ljudi, ki so preboleli. Tako da je tukaj prisotnega nekaj stresa, ker pač tedensko treba biti na tekočem z vsemi stvarmi. Neke stvari so mi pa še ostale iz prejšnje pozicije PR-ovca, in sicer napovedovanje na tekmah, kjer sem pač še vedno speaker in tudi spremljanje tekme v živo, tekstovni prenos. Te stvari sta mi še ostali od prej in jih nekako delam z veseljem in sem pri tem še ostal aktiven in nekako še jih lahko delam v sklopu svojega dela na novi poziciji in jih res delam z veseljem. Gremo rumeni! Gremo rumena družina! Če bi kaj lahko izpostavil v našem klubu, jaz mislim, da je to slogan Rumena družina. Se mi zdi, da se je v zadnjih letih zelo prijel in da enostavno najlepše opisuje vzdušje v samem klubu. Se mi zdi, da smo velika družina, ki ima eno srce, ki bije skupno za isto stvar. Tako kot vsaka družina imamo težave, pride do kakšnih manjših sporov, ampak mislim, da jih tudi rešujemo kot družina in mislim, da se to tudi vidi navzven. Tudi vsi igralci na novo, ki pridejo v klub, hitro začutijo to vzdušje, v katerem smo vsi pripravljeni vsakemu pomagati, ne glede na to, kakšen status ima v ekipi, ne glede na to, od kod prihaja, in verjamem, da je to neka prednost, ki jo ima naš klub glede na ostale in tudi na evropski ravni, ko smo gostili največje evropske ekipe, smo po tekmah dobivali pohvale tako za organizacijo, kot tudi za gostoljubje in vso pač prijaznost, ki jo zraven prinesemo. In tukaj se mislim, da vidi in se tudi čuti, da ljudje, ki delamo v klubu, delamo to s srcem.